Pozdravljeni, sem Kajetan Škraban, magistrski študent klasične filologije na ljubljanski filozofski fakulteti. Danes vam želim predstaviti kratek odlomek bizantinskega zgodovinarja Niketa iz Hon, ki je eden ključnih bizantinskih virov za četrto križarsko vojno. Leto 1204 je vrhunec približno 200 let zaostrovanja odnosov med bizantinskim cesarstvom in zahodnimi ozemeljskimi tvorbami. Večino časa so vlogo posrednika med vzhodom in zahodom igrale Benetke, ki so imele vselej močno povezavo z Bizancem. Vendar so se Benetke v tem času vse bolj krepile in polagoma izgubljale politično navezavo na Bizanc, čeprav kulturne niso nikdar zares izgubile. Križarji so imeli sicer namen najprej odpraviti nad Egipt, nato pa ponovno zavzeti Jeruzalem, a so spotoma spremenili načrte ter nazadnje oplenili Konstantinopel, pri tem pa so pomembno vlogo igrali ravno Benečani. Četrta križarska vojna je za bizantinsko cesarstvo nadvse pomembna, saj je cesarstvo za nekaj desetletij razpadlo, v veliki meri pa je bilo uničeno tudi glavno mesto Konstantinopel. Čeprav se je kasneje, leta 1261, pod dinastijo Paleologov, cesarstvo obnovilo, svoje nekdanje slave ni dočakalo nikdar več. Odlomek, ki si ga bomo ogledali, prihaja izpod peresa Niketa iz Hon, bizantinskega zgodovinarja, ki je dogajanje spremljal na lastne oči. Napisal je zgodovino cesarstva, ki obsega večino 12. in začetek 13. stoletja. Kratko delce, ki ga bomo brali, se navadno navaja pod imenom De Statuis, to je o kipih, saj govori o slovitih konstantinopelskih umetninah, ki so jih križarji uničili ali pretopili v denar. Podobno kakor sicer povsem nepovezan odlomek iz Ciceronovih govorov proti Veresu, ki je danes znan pod imenom De Signis, nas tudi pričujoči Niketov odlomek sicer res zanima zaradi svoje zgodovinske vrednosti, ker nam opisuje danes izgubljena umetniška dela, vendar tudi ni brez literarnih odlik, predvsem pa nam nudi pomemben pogled v eno ključnih obdobij bizantinske zgodovine. Takole pravi Niketa iz Hon. Da ne bi pripovedi še bolj podaljševal in tako še množil trpljenja, s katerim me navdaja, bom nekatere stvari izpustil, nekatere pa bom podal le v okrajšani obliki. Naše cesarstvo je padlo pod usodo Frankov in podobno je tudi patriarhalna moč pripadla Benečanom. In le Gospod, ki je ustvaril in ki krmari to našo zemsko ladjo, ve, kakšni načrti so ga pri tem vodili. In tako je iz Benetk za patriarha Konstantinopla prišel neki človek po imenu Tomaž, ki je bil srednje visok, zato pa bolj debel kakor dobro urejen prašič. Kakor preostanek njegovega rodu je imel tudi sam gladko obrit obraz, njegova prsa pa so bila bolj gola, kakor če bi sedlake populil s smolo. Nosil je tkano obleko, ki so mu jo z usnjem vsak dan prišili okoli zapestij. Nosil je tudi prstan, včasih pa celo usnjena varovala za dlani, ki so mu obkrožala prste. Vselej mu je sledila skupina Bogu zapriseženih mož, ki je skrbela za oltar. Bili so to iste baže ljudje, ki so bili svojemu vodji podobni v oblačenju, načinu življenja in v golobradosti. Že s svojim poreklom so ti plenilci kraljevskega mesta izkazovali, kakor se reče, svojo ljubezen do zlata, ki je tako značilna za njihov rod, ter si izmislili način, kako bi se ga polastili, ne da bi to kdorkoli opazil. Vdrli so v grobove cesarjev, ki se nahajajo v mavzoleju pri velikem svetišču svetih apostolov, ter jih celo noč plenili in jih povsem brezbožno vse obrali do zadnjega zlatega okraska, okroglega bisera, bleščečega in dragega kamna, ki so se sploh še nahajali v njih. Ko so našli tudi truplo cesarja Justinijana, ki v dolgih stoletjih ni razpadlo in strohnelo, se jim je prizor sicer res zdel čudežen, a jih to ni odvrnilo od tega, da so se lotili tudi grobnih dragotin. Nedolgo zatem so uničili tudi cibori velike cerkve, ki je bil vreden nekaj 10.000 min srebra in je bil pokrit z več plastmi zlata. Ker so takole razmetavali z denarjem, barbari se namreč denarja nikdar ne morejo nasititi, so svoje požrešne oči uprli tudi v zlate kipe in jih zapisali ognju. Težak broneni kip Here, ki je stal na Konstantinovem forumu, so pretopili v novce, njena glava pa je bila tako težka, da so jo komaj zmogli prenesti 4 pari volov. Poleg tega kipa so iz podstavka odnesli tudi Parisa Aleksandra, ki je stal skupaj z Afrodito in ki je podajal zlato jabolko nesloge. Je bil že kdo, ki bi kdaj vrgel oko na kvadratno bronasto napravo, ki se je dvigala v višino, ki je bila skoraj enaka višini najvišjih stebrov, ki so jih postavili po mnogih delih mesta, in se ni čudil umetelnosti tega okrasja?
Vse ptice pevke, ki ubirajo pomladne napeve, so bile upodobljene na njej. Na njej so bila naslikana kmečka opravila, piščali in čobri za mleko, blejajoče ovce in poskočno govedo. Na dnu si lahko videl globino morja in jate rib, od katerih so bile ene ujete, druge pa so se zmogle premagati vrše in se spet pričele svobodno plavati po globinah morja. Eroti so se v parih ali v trojkah bojevali drug zoper drugega, goli so se obmetavali z jabolki, ki so jih metali, ter se ob tem sladko smejali. Na tem kvadratu, ki se je zaključeval v obliki piramide, se je z vrha dvigala ženska podoba, ki se je gibala v prvih sapah vetra, kar je tudi razlog, da so jo imenovali Anemothuljon ali služabnica vetra. In ti barbari, sovražniki vsega lepega, niso dopustili kipom na hipodromu in drugim čudovitim umetninam uiti v uničenju, ampak so vse predelali v zlatnike. In tako so bile velike stvari zamenjane za majhne, in dela, ki so jih ustvarili za neznanske zneske, so se spremenile v ničvredne bakrene novčiče. In Helena s svojimi belimi rokami, s čudovitimi gležnji in dolgim vratom, ki je imela moč zbrati vse Grke, da so se borili proti Troji, in je nato od tam odšla na Nil, ter se po dolgih letih nazadnje vrnila v domovino k Lakoncem, je morda njej uspelo upogniti te neizprosne može, je morda lahko meščala njihova železna srca? Nikakor, prav nič od tega ji ni uspelo, njej, ki je svojo lepoto znala zasužniti vsakega čuvarja, in četudi je bila oblečena kakor v gledališčih, in je imela celo v bronu sijoč obraz, in se je zdela mehka od ljubezni v svoji obleki, pod svojo tančico, z vencem v laseh in s svojimi kitami las. Njena obleka je bila bolj lahka kakor pajkova mreža, pokrivala jo je sijajno izvezena tančica, venec jo obdajal čelo, tako da je posnemal sijaj zlata in dragih kamnov. Njeni kodri so bili zvezani v kito za vratom, lasje, ki jih je razburkal veter, pa so plapolali in še mršili v sapi in ji segali vse do nog. Njene ustnice so bile čutno priprte kakor popek, tako da se je zdelo, kakor da bodo od sebe dale kak glas. Njen nežen nasmeh se je kazal gledalcu in ga napolnjeval z veseljem. Pogled je sijal, obrvi so se ji bočile nad očmi in preostalo telo je sijalo v svoji naravni popolnosti. Nemogoče opisati, kako je bilo vse to v resnici videti in to popisati zanamcem. In to Niketas opiše še kip, na katerem so bila upodobljena bazilisk in bik v svoji smrtni borbi, to podobo pa opremi z naslednjim zaključnim premislekom. In tako sta drug drugega ubila. Obema je bilo skupno tekmovanje, skupna obramba, skupna zmaga in tekmečeva smrt. To vzajemno uničevanje in ubijanje me je spodbudilo, da povem, da se to smrtonosno zlo, ki uničuje ljudi, ne dogaja le pri najbolj divjih zvereh, temveč se pogosto pojavlja tudi pri ljudstvih, kakršni so tudi tisti, ki so se podali na pohod proti nam, Rimljanom, tisti, ki ubijajo in so ubiti in ki propadajo zaradi Kristusove moči, ki razkropi tiste narode, ki se radi vojskujejo in ki se ne veseli prelivanja krvi in ki naredi, da pravični človek stopi čez gada in baziliska in potepta leva in morsko pošast. Hvala.